Moje ime je Roman Gomboc, sem zaposlen na Liriki borzno-posredniški hiši kot borzni posrednik in opravljam različna dela v tej stroki. Mi lahko poveste, kaj borzni posrednik dejansko počne? Dejanska primarna naloga borznega posrednika je, da izvršuje naročila strank, se pravi, to pomeni dejansko, da kupuje in prodaja delnice, druge izvedene finančne instrumente, dejansko standardizirane terminske pogodbe ali kakšnekoli skratka oblik teh izvedenih finančnih instrumentov na borznih trgih. To je, poleg tega spremljam vsa dogajanja na tem tržišču, se pravi novice, kar se dogaja s posameznimi podjetji, potem daje tudi informacije, informira stranke in svetuje, na nek način tudi daje priporočila o nasvete glede samega trgovanja. Zdaj, pozitivne lastnosti, če začnem s temi v prvi vrsti, so, da je to delo zelo dinamično, zelo raznoliko, ni neke monotonosti v tem delu, ves čas se stvari dogajajo na samih svetovnih in tako tudi domačih sceni, ki, bom rekel, naredijo zanimivo dogajanje tako za tistega zaposlenega, kot vse tiste, ki sodelujejo okrog tega. Zdaj, v prvi vrsti je to, da ljudi zanima dejansko, bom rekel, malo ta številčni del, borzno trgovanje, potem da se posvetuje, oziroma da jih zanima dejansko analiza tudi samih podjetij in morda na koncu tega, da dobijo nek občutek, kaj vse to skupaj tudi prenese pri samem trgovanju. Bom rekel tako, tisti negativni del, ki pa je tudi zajet v ta poklic, je to, da je to poklic zaradi svoje dinamike tudi nekomu predstavlja lahko velik stres. Zadeve so tudi take, da niso nekako usmerjene v nek določen časovni rok, ampak je ta časovni čas postavljen tudi malo v dlje kot 8-urni delovnik počasi. Zdaj, drugih takih negativnih lastnosti ni v tem poklicu, ukolikor nekoga ta poklic zanima, je tudi sprejet dejansko te negativne posledice tega poklica, ampak v končni fazi dejansko je veliko stvari tukaj, kjer bi želel tudi povedati, ampak mogoče časa malo premalo, kaj vse to tudi ponuja. Skratka, je v končni fazi pomembno je to, da je človek, ki se za to odloči, da ga zanima neka dinamika, raznolikost, samoiniciativnost in pa tudi potem, da iz tega nekako dobi občutek za trgovanje na samih borznih trgih. No, med drugim tudi zaradi tega, kar sem že naštel, skratka, da je dinamičen, raznolik, da imaš tudi veliko svoje dodane vrednosti v tem poklicu, da ni nekaj, kar ti nalagajo drugi, ampak imaš neko svobodo. Tudi zaradi tega, ker veliko stvari ni točno lociranih in fiksiranih, ampak je dejansko tako, da je vedno, vsak dan se naučiš nekaj novega, spoznaš nekih novih stvari, ker praktično svetovni kapitalski trgi ponujajo in tudi domači trgi izjemno veliko novosti, stvari, ki se na nek način skozi zgodovino ponavljajo, vendar vse nekako nekaj določenih različnih izhodiščih pridejo vodni na plan. Tako da jaz bi rekel, da meni osebno je tudi všeč dinamika, način samega dela, to pomeni, da si dejansko nekako skoncentriran v delovanju preko računalnikov, v povezavi z tujimi partnerji in na nek način potem to pomeni tudi vsaj meni osebno zadovoljstvo. Je poklic borznega posrednika stresna služba? Ja, zdaj, če to nekako primerjamo z borznimi posredniki, ki jih smo vajeni po televiziji v tujini, je to zelo stresna služba, ker, bom rekel, je tako, tam ni nekaj fiksiranega poslovanja, ampak je zelo hitro in razgibano delo in teh tudi vsaka stotinka ali pa vsaka sekunda je zelo pomembna pri velikih naročilih, medtem ko pri nas v Sloveniji pa tudi v Evropi je to že toliko sistematiziran sistem in da ni to tako zopet stresno, kot so to mogoče prikazovali pred leti po televiziji, je pa vsekakor zelo velika odgovornost, kajti tukaj vseeno upravljate za veliko količino denarja in vsaka decimalka lahko stane marsikaj.
biti je treba tudi natančen vsekakor. Zdaj trenutne tržne razmere, tako zaradi krize finančnih kapitalskih trgov, kot tudi nepremičninskega trga, so dejansko ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi po svetu privedle do tega, da je zanimanje za mogoče tovrstno storitev nekoliko upadlo. Ljudje so se morda malo ustrašili samega tega trgovanja, nekateri so veliko tudi izgubili in posledično je to vplivalo tudi potem na povpraševanje po tej storitvi. In iz tega razloga je v tej trenutni situaciji morda zaposlitev ni tako dostopna, je mogoče večja konkurenčnost na trgih, vendar mislim, da s časoma se tudi te stvari bodo spremenile na teh trgih in nekako zopet se povečalo povpraševanje. Zdaj bom rekel tako, če nekdo se tega res želi, da je, bom rekel, čuti, da je v tem poklicu lahko dober in da ga to res dejansko zanima, bo zmeraj obstajala možnost, da dobi ta poklic, ne glede na to, kako močna je konkurenca. Vaše kratko sporočilo vsem tistim, ki se za ta poklic zanimajo, bi bil? Jaz priporočam tako, da v življenju je potrebno tako se odločiti za to in gledati na te stvari na ta način, da kljub temu, da to delo predstavlja veliko mogoče stresa, odrekanja in morda konec koncev tudi veliko odgovornosti, da v ozadju ponujajo zelo veliko dinamiko, zanimivih stvari in tisti, ki so željni učenja, lahko tudi preko tega veliko stvari spoznajo, se naučijo in jih to ne samo, da ostanejo v tem poklicu, ampak tudi potem zelo veliko napredujejo po različnih poteh, kajti borznih posrednik in delo na tem področju ponuja potem zelo različno razvejanost nadaljnjih poklicov, ki jih lahko preko tega posameznik dobi. Hvala lepa za ta kratek pogovor in srečno. Hvala tudi vam. Naslednje.